Jeseni leta 2008, ko so finančne institucije po vsem svetu zašle na rob propada, It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. By between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. je skrivnostna oseba, ki je delovala pod psevdonimom Satoshi Nakamoto, tiho objavila 9-stransko belo knjigo na spletu. Ta na videz skromen dokument z naslovom Bitcoin, sistem elektronskega denarja, je posadil semena tistega, kar mnogi danes označujejo za najznačilnejšo finančno inovacijo 21. stoletja. Danes, v letu 2025, se znajdemo na zanimivem trenutku preobrata. Bitcoin je presegel svoja prva leta kot nišni eksperiment in se vključil v našo globalno finančno arhitekturo. To ni več zgodba o preroških navdušencih proti zavračajočim skeptikom. To je zgodba o sistemski evoluciji. Toda, da bi razumeli Bitcoinov pomen, moramo najprej razumeti temeljno vprašanje, na katerega poskuša odgovoriti. Kdo nadzoruje denar? Skozi človeško zgodovino smo se zanašali na zaupanja vredne posrednike, ki so omogočali gospodarsko izmenjavo. Banke preverjajo vaše stanje, klirinške hiše obdelujejo vaše transakcije, centralne oblasti izdajajo valuto. Ti posredniki v bistvu opredeljujejo, kaj je denar in kako deluje. Bitcoin predlaga radikalno alternativo. Namesto centraliziranega zaupanja ponuja matematično preverjanje. Namesto institucionalne avtoritete ponuja porazdeljeni soglasni sistem. Prvič se lahko vrednost prenaša brez potrebe po zaupanja vrednih tretjih osebah. Trditev, ki bi se pred letom 2008 zdela nemogoča. Pomislite, kaj se je zgodilo 22. maja 2010. Floridski programer z imenom Laszlo Hanjec je bil lačen. Namesto, da bi posegel po kreditni kartici, je objavil sporočilo na Bitcoin forumu in ponudil 10.000 bitcoinov za 2 veliki pici. Nekdo je ponudbo sprejel, ta na videz običajna transakcija, zdaj obeležena kot dan Bitcoin pice, je označila Bitcoinov prehod iz teoretičnega koncepta v praktičen medij izmenjave. Te pice bi bile, mimogrede, danes vredne več kot $500 milijarde, kar jih naredi morda finančno najposledičnejši nakup hitre hrane v človeški zgodovini. Človek se mora vprašati, ali je Laszlo užival v teh picah. Upamo, da so bile vsaj pravilno pečene. Sledil je niz spektakularnih ciklov razcvetov in propada, ki bi povzročil srčno razbijanje celo najbolj stoičnemu finančnemu analitiku. Kritiki so to skrajno nestanovitnost navajali kot dokaz Bitcoinove temeljne brezvrednosti. Nič z dejansko vrednostjo, so sklepali, ne more tako divje nihati. Toda ta površinska analiza je spregledala nekaj ključnega. Vsak tržni cikel je na svoje vrstni način filtriral udeležence. Špekulativne manije so pritegnile pozornost, zrušitve so odpravile zgolj oportunistične, medtem ko so tisti, zavezani temeljni inovaciji, ostali in gradili infrastrukturo ne glede na cenovna nihanja. Da bi razumeli, zakaj je to pomembno, moramo razumeti Bitcoinove tehnične temelje. Predstavljajte si glavno knjigo, zapis vseh transakcij, ki so bile kdajkoli izvedene. Toda za razliko od tradicionalnih glavnih knjig, ki jih vzdržuje ena sama entiteta, ta obstaja hkrati na tisočih računalnikih po vsem svetu. Vsako transakcijo neodvisno preveri več strani. Vsaka nova skupina transakcij, imenovana blok, je kriptografsko povezana z vsemi prejšnjimi bloki, kar tvori nespremenljivo verigo nazaj do začetka. Ta arhitektura doseže nekaj, kar je bilo prej mišljeno za nemogoče. Digitalno redkost brez centraliziranega nadzora. Obstajalo bo samo 21 milijonov bitcoinov.
Nobena entiteta ne more enostransko ustvariti več. Nobena avtoriteta ne more zamrzniti vaših sredstev, ne da bi imela vaše zasebne ključe. Sistem je zavarovan z izkloponamirno virom zahtevnim procesom, ki naredi napadanje omrežja prepovedano drago. Rudarji tekmujejo za potrjevanje transakcij, ker so nagrajeni z novo ustvarjenimi bitcoini. Ta elegantna ureditev usklajuje profitne motive z varnostjo omrežja. Udeleženci so spodbujeni k spoštovanju pravil, ker bi njihovo kršenje spodkopalo sam sistem, ki jim koristi. V letu 2025 smo priča bitcoinovi integraciji v glavno financiranje. Predsednik Trump je izdal izvršne ukaze za ustanovitev specializirane kriptovalutne delovne skupine in bitcoin rezerve. Regulativni okvir Evropske unije. Velike ameriške finančne institucije ponujajo obsežne kriptovalutne storitve. Bitcoin ETF-i pritegnejo znatne kapitalske tokove. Morda najbolj povedno je bitcoinovo zmanjšanje nestanovitnosti. Mesečna nihanja so se stabilizirala okoli 1,2 do 1,4 odstotka, občasno nižje od tradicionalnih delniških indeksov. Divji žrebec financ se postopoma izuči ne zaradi omejevanja, temveč zaradi zrelosti. Toda pomembni izzivi ostajajo. Za razliko od tradicionalnih finančnih sredstev, bitcoin varnost popolnoma počiva na imetniku. Vaš bitcoin je varen le toliko, kolikor so varni zasebni ključi, ki ga nadzorujejo. Izgubite te ključe in vaš bitcoin zavedno izgine v digitalni eter. Nobene linije za pomoč strankam. Nobenega procesa obnovitve. Samo matematična dokončnost. Regulativno okolje ostaja globalno razdrobljeno in ustvarja negotovost ter zapletene skladnosti. In kljub nedavni stabilizaciji, bitcoinova zgodovina skrajne nestanovitnosti zahteva izredno čustveno disciplino od vlagateljev. Morda najgloblje vprašanje je, kaj bitcoin predstavlja v našem gospodarskem sistemu. Je to špekulativna tehnološka naložba? Zavarovanje pred denarno inflacijo? Digitalno zlato? Odgovor verjetno zavisi tako od vaše perspektive kot od bitcoinove nadaljne evolucije. Gotovo je, da je bitcoin sprožil globalni pogovor o naravi denarja samega. Pogovor, ki presega naložbene možnosti in postavlja pod vprašaj temeljne predpostavke o vrednosti, zaupanju in gospodarski organizaciji. Ne glede na to, ali bitcoin nazadnje uspe ali ne uspe kot denarni sistem, je že dosegel nekaj izjemnega. Prisilil nas je, da ponovno premislimo predpostavke o denarju, ki so ostale nepreučene za generacije. Kakršenkoli že je vaš odnos z bitcoinom, kot vlagatelj, uporabnik, opazovalec ali skeptik, sodelujete v živem eksperimentu, kakršnega ni bilo v finančni zgodovini. Eksperiment, ki se je začel z 9 stranmi besedila, objavljenimi strani nekoga, ki ga še vedno ne moremo z gotovostjo identificirati med eno najznačilnejših finančnih kriz moderne dobe. Če nič drugega, to naredi bitcoin eno najzanimivejših zgodb našega časa.